Dober dan in dobrodošli v še enem vlogu cestnega dirkača. Evo, naša ekipca se trenutno nahaja v enem lepem Fordovem avtu. Trenutno se nahajamo v Komnu, malo naprej od Sežane pa Štanjela. In trenutno iščemo to pravo cesto za naprej, Za naprej, ja. Tako, ja. Se smo že najdli, tako da bomo šli. Zdaj bomo šli, ja. Naš cilj je pa danes Porto Piccolo v Italiji. In upamo, da bomo najdli kakšen lep plec, da se poslika tega lepotca, pa da doživimo kaj lepega. Mislim, da ne problema. Trenutno smo najdli eno zelo fajn razgledno točko tega kraja, tako da imaš uspel ti je. Vi si pa sam napaste oči, ker nam je noro. Primož si je zbral zelo velik klanec, poleg tega je pa še ozka cesta, tako da mislim, da se je kar dobro udelal, ampak okej, če bo na vrhu razgled, pol mislim, da si dosegel svoje, a ne? Spet malo ozke ceste. Ta razgled dol je pa božanski. Lep pozdrav še z moje strani. V Italijo smo prišli z Mondeautom, z opremo Titanium, ima 1.5 EcoBoostov motor. Plus še nekaj dodatne opreme, meni je pa sicer najbolj taka zanimiva v bistvu ti žarometi, polna let tehnologija, tudi žmigavci, mogoče bomo tisto malo kasneje pokazali, ko bo tema. Zdaj pa še tega lepotca. Kar smo pozitivno presenečeni, je tudi prtljažni prostor, ki se ga lahko odpira s ključem. Noter lahko spraviš relativno vse, mi imamo pač čistilno opremo, hrano, fotooprema, pač kar ti srce poželi. Zdaj pa, če bi Andraž še malo pomahal, tudi za smučke je placno, tako da je vse res, vse. Ena 5 EcoBoost motor razvije 160 konjskih moči, kar pa se na žalost pri toliko velikem avtu pri sami tež malo zgubi in ne pride do tega pravega izraza. Je pa res, da je to poslovni avto in ni dirkaški, tako da tisto pa prepustimo ST-ju pa RS-ki. Kar se tiče notranjosti, je zdaj tipična nova Fordova, v bistvu podobne elemente, armaturne plošče najdete tudi v Focusu in pa tudi v prihajajočih večjih modelih, se pravi S-Max, C-Max in pa Edge. Tako lepi števci. Elektronski, seveda v bistvu zdaj pri boljših opremah je vse na LCD zaslonih, ni več analognih števcev. Potem tukaj je zaslon, radijska konzola.
Med drugim je Mondeo opremljen tudi s polno LED osvetlitvijo spredaj, tako da luči so res hude za pogledati, pa tudi hude med vožnjo, tako da se veselimo poti domov. Zdaj smo v Porto Piccolo, tako mičkeno pristanišče, mičkeno mestece. Vse je majhno, ampak vse je tukaj noro, polno detajlov. Zakon. Primož je izlet sem omenil kakšen 2-3 mesece nazaj in meni je že malo žal, da smo oklevali toliko časa, zato ker tale razgled oziroma pogled zdajle na morje je pa noro, noro, to morate videti. No, po tistem lepem prizoru zdaj še malo raziskujemo pristanišče oziroma tukaj, kjer so jadrnice zasidrane, pa tudi malo večje ladice, drugače pa vse skupaj izgleda res lepo, no. Ford Slovenija, hvala za Mondeota. Hvala, da ste omogočili, da lahko uživamo na cesti, da lahko raziskujemo take zanimive kraje in upamo, da bo še naprej tako fajn, kot je bilo do zdaj, tako da mi se veselimo nadaljnega sodelovanja. Res smo preživeli lep dan in hvala še enkrat. Ampak dneva še ni konca, glede na to, da imamo polne let žaromete, zna biti tudi vožnja po noč zakon. Pa še nekaj moramo pokazati, ne? Ja. Takole pa izgledajo luči na Mondeotu. Povprečna poraba od prevzema pa do zdaj znaša 7,8 litra na 100 km. Ta današnji izlet pa v bistvu potrošil recimo 7,3, tako da številke so kar v prid temu 1.5 motorju. Če povem po pravici, nisem niti pogledal specifikacije, kakšne so tiste njihove obljubljene tovarniške, ampak glede na to, da ima ta avto 160 konjskih moči, se mi zdi nekako razumljiva številka. Avto je težk, ampak same številke so pa precej pozitivne, no. Ni to dizel, to je, ne moreš tega pričakovati, da bo imel pa 5 litrov porabe, to pa žal ne gre, vsaj zaenkrat še ne. Mondeo je opremljen tudi z eno lepo ambientalno osvetlitvijo, kateri lahko spreminjaš tudi različne barve. Zdaj pa bo Primož počasi zbral svoje misli in povedal par občutkov o avtomobilu. Mondeo je za potovanje res odličen, udobna vožnja, tudi potniki se v bistvu ne pritožujejo. Ne, prav nič. Zdaj, kar se tiče kakšnih ovinkov in tega, je še zmeri zelo dobro zasnovano. Se pa vidi, da ni narejen za dirkati, no, saj vse je logično, no, tudi dinamična vožnja ne paša lih zmeraj, kar se pol dodatno izraža tudi na zadnjih sedežih oziroma potniki postanejo tudi nezadovoljni, ker pač nima tistega bočnega oprijema. Vsekakor je pa idealen, na primer do Frankfurta bi bil prav fin.